Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Inovacije. Sem vaša voditeljica Lynn Plahmajer in hvala, da ste se nam pridružili. Nekateri izzivi na svetu so skriti očem. Naj bo to bolezen v človeškem telesu, lastnosti skrite v semenu, nevarnosti na cesti ali izguba vida, ki se razvija skozi čas. Danes nam nove tehnologije pomagajo videti tisto, kar je bilo nekoč nevidno. Zato bomo nocoj raziskovali, kako inovacije razkrivajo nevidno. A najprej naše glavne novice. To izraelsko podjetje je ustvarilo zgodovino s prvo popolnoma robotsko podprto operacijo sive mrene na dejanskem živem pacientu. Obiskali smo podjetje. Autobrains sodeluje z Uberjem in Nvidia, da bi z robotaksiji prevzeli München. In papež se je podal na sveto misijo, da bi svet opozoril na umetno inteligenco, ker, citiram, človeštvo ne obstaja brez drugih ljudi. Podnebne spremembe, pomanjkanje vode in naraščajoče svetovno prebivalstvo povzročajo neprimerljiv pritisk na naše zaloge hrane. Kako torej pridelati več hrane z manj viri? Eno izraelsko podjetje verjame, da se odgovor začne z nečim presenetljivo majhnim – semenom. Za več informacij se mi zdaj pridružuje doktorica Cofnat Maos, vodja portfelja poljščin pri Haziri. Torej, doktorica. Cofnat Maos, najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili. Ko razmišljamo o inovacijah v kmetijskem sektorju, pomislimo morda na traktorje in drone, ne pa nujno na semena. Zakaj je torej tako pomembno, da se ponovno zberemo in razmislimo o tem majhnem semenu? Pravzaprav je v semenski industriji res pomembna genetika, ki se skriva v semenih, v našem produktu. Naša inovacija je optimizirati genetiko, da bi dosegli optimalno lastnost, ki na koncu zadovolji potrebe zaradi rastočega prebivalstva in končnih kupcev. Vsako posamezno seme nosi genetsko kombinacijo, ki določa uspešnost rastline, pridelek, odpornost na bolezni in okus končnega sadeža. Vse te kombinacije silijo semensko industrijo, da je inovativna ter združuje strokovno znanje in tehnologijo. In ta pristop je veliko globlji kot katerikoli traktor ali dron. Avera uporablja genska orodja, genomska orodja, molekularne markerje in obsežno bazo podatkov, da pospeši žlahtnjenje in napove, katera genska kombinacija bo zadovoljila potrebe rastočega prebivalstva na srednji in dolgi rok. Ali nam lahko daste primer paradižnika ali zelenjave, ki preprosto ne bi obstajala brez sodobnih tehnologij žlahtnjenja? Odličen primer, ki ga imamo, je kumara rif. To je sorta kumare, ki je bila razvita z naravno podaljšano obstojnostjo. Medtem ko se običajna kumara pokvari v nekaj dneh po obiranju, lahko kumara rif ostane sveža bistveno dlje, kar zmanjšuje izgube po obiranju za pridelovalca in zagotavlja boljši izdelek za kupca. Tukaj imamo izdelek, ki ne predstavlja le kakovostne lastnosti za sam okus hrane, ampak prinaša tudi ekonomske in trajnostne prednosti za celotno dobavno verigo. Ko je v dobavni verigi manj odpadkov in je omogočen daljši transport do končnega kupca, to dejansko ustvarja dodano vrednost za rastoče prebivalstvo. Ali bomo torej čez, recimo, 20 let jedli popolnoma drugačno hrano? Bomo jedli popolnoma drugačno sadje ali zelenjavo? Ne nujno drugače, ampak bistveno bolje. Paradižnik bo še vedno videti kot paradižnik, kumara bo še vedno videti kot kumara, ampak to, kar bo znotraj, bo drugačno. Sorte, vzgojene za višjo hranilno vrednost,
Vzgoja za boljši okus, daljšo obstojnost, večji pridelek in izjemno rast. Pogoji, s katerimi se vsi soočamo zaradi podnebja, podnebnih sprememb, vse te lastnosti bodo na koncu združene v genskem zapisu in bodo prinesle boljše izdelke, ki bodo prispevali k našemu novemu okolju in našemu zdravju. Hranih prihodnosti. Neverjetno. Doktorica Cofnat Maus, vodja portfelja raziskav in razvoja pridelkov pri Haziri. Najlepša hvala, da ste bili danes z mano. Hvala. Zdaj je to ena najpogostejših operacij na svetu, vendar tokrat ni bilo kirurga, ki bi držal inštrumente. Prvič doslej je postopek odstranitve sive mrene v celoti izvedel robotski sistem, razvit v Izraelu, poroča Nataša Kilčberg. Ne moram več početi stvari, ki jih običajno počnem. Neham brati in šivati, ker ne vidim. Tudi obrazi mojih najdražjih postajajo zamegljeni. Zato se zadržujem pri govorjenju ali srečevanju z ljudmi, ker dvomim, da so to res oni. To je Bernadeta. Stara je 71 let in skoraj 2 leti so iz sive mrene počasi odvzemale vid. Toda v začetku tega leta je postala del medicinske zgodovine, saj je Bernadeta postala prva pacientka na svetu, ki je prestala operacijo sive mrene z uporabo robotske platforme, razvite v Izraelu. To je Jasper, prvi robotski sistem na svetu, zasnovan posebej za očesno kirurgijo. In za njim je kirurginja, ki iz prve roke ve, kako zahtevna je lahko operacija sive mrene. Prvič, ko sem opravil operacijo, sem bil po koncu popolnoma premočen. Bil sem ves moker, očala so se mi zarosila. Bilo je tako težko, da nisem vedel, kam naj dam roke. Ničesar ni bilo, na kar bi se lahko oprl. Zato sem si rekel, ni mogoče, da je to najboljša tehnologija, ki jo lahko ponudimo kirurgom. In tako smo začeli. Ta ideja je sčasoma postala Foresight Robotics, podjetje, ki poskuša reševati tisto, kar mnogi strokovnjaki vidijo kot vse večjo svetovno krizo na področju vida. Ocenjuje se, da več kot 600 milijonov ljudi po svetu potrebuje operacijo sive mrene. A le približno 30 milijonov ljudi dejansko opravi to operacijo vsako leto. Glavni problem je, da nimamo dovolj kirurgov. Nimamo dovolj ljudi, ki bi šli v medicino, število pacientov pa se drastično povečuje. Cilj ni zamenjati kirurge, ampak jim dati še eno orodje. Jasper deluje kot visokotehnološko podaljšek njihovih rok z robotskimi rokami, 4K kamerami in zmogljivimi računalniki, ki omogočajo izjemno natančne premike znotraj očesa. Kirurg udobno sedi za konzolo, opazuje povečano sliko v živo in vse vodi v realnem času, ne da bi se sploh moral sterilno pripraviti. V prihodnosti bodo Jasperja uporabljali tudi za druge očesne posege, kot je operacija mrežnice. Danes kirurg običajno izvaja Koliko operacij sive mrene? Torej danes opravijo med 10 in recimo 20, če ste najboljši, lahko opravite 30 na dan. Koliko operacij mislite, da boste realno lahko opravili vsak dan z uporabo sistema Jasper? Govorimo o, 70-80 posegih na dan. Junija lani je Foresight Robotics pridobil izjemnih $128 milijonov v krogu financiranja serije B. Saj razvoj robota, ki je sposoben operirati človeško oko, zahteva več kot le kirurge. Imamo strojne inženirje, imamo programsko ekipo, imamo vgrajeno programsko opremo, aplikacije, algoritme, nadzor gibanja. Imamo sistemske inženirje, ki usklajujejo ves raziskovalni in razvojni napor. Ali imate zdravnike na lokaciji, ki dejansko delajo z robotom? Torej imamo kirurge, ki prihajajo popoldne. Roboti so dejansko med vsemi v prostoru. Ne moremo jih videti, ker so v prikriti fazi razvoja. Trenutno nam ne dovolijo snemati ničesar. To je skrivnost. Prav, ja. Torej imamo tukaj veliko robotov, imamo 2 nadstropji, 4600 kvadratnih metrov v naši ustanovi. Zdelo se je, kot da operacijo še vedno izvaja človek. Res nisem vedela, da je bil to robot. Niti nisem vedela, da me operirajo, ker je bilo nenadoma že konec. Imam srečo, da so izbrali mene za pacientko. S tem tehnološkim napredkom se zdravniki ne bodo tako utrudili, ker je tu stroj, ki pomaga, kadar je treba opraviti veliko operacij.
Do zdaj je Jasper uspešno opravil 12 operacij na Filipinih. V podjetju Foresight Robotics pa načrtujejo uvedbo robotskega sistema tudi v ZDA in so v postopku pridobivanja odobritve FDA. Tako bodo lahko še več pacientov, kot je Bernadette, končno spet jasno videle, saj bodo vedele, da so deležne najvarnejšega možnega posega. Nimam več skrbi, da ne bi mogla videti, ko bom starejša. Pomirjena sem, ker lahko še mnogo let živim z jasnim vidom in zdravimi očmi. Končno bom spet lahko jasno videla svoje vnuke in prijatelje. Zdaj je beljakovina v središču pozornosti. Lahko rečemo, da je v naših jogurtih, prigrizkih in skoraj v vsakem izdelku na policah naših trgovin. A beljakovine počnejo veliko več, kot le dajejo energijo našemu telesu. So molekule, ki poganjajo samo življenje in pogosto igrajo ključno vlogo pri boleznih. Tukaj nastopi izraelski startup Proti, ki z umetno inteligenco gleda dlje od genov in v beljakovine, da bi pomagal odkriti naslednjo generacijo zdravljenja raka. Za več informacij se mi zdaj pridružuje Eran Siger. Vi ste izvršna direktorica in soustanoviteljica podjetja Proti. Najlepša hvala, da ste danes z mano. Hvala, da ste me povabili. Večina ljudi je že slišala za DNK in genetiko, o beljakovinah pa se ne govori toliko. Zakaj mislite, da je tako? Zakaj menite? Ali menite, da so ljudje ves čas iskali na napačnih mestih? Ne, revolucija DNK in genomike ima svoje učinke in je bila velika stvar ter je še vedno zelo pomembna pri izbiri pacientov in odkrivanju novih zdravil. Toda to bi bila revolucija zgodnjih 2000-ih. In zdaj dosega plato. In da bi resnično razumeli, kaj se dogaja v življenju, kjer življenje poganja način, kako proteini delujejo med seboj, morate pogledati na tej ravni. In gledamo same proteine, da bi resnično razumeli, kako jih natančno modulirati, da bi lahko zdravili bolezni. Kako torej to naredite? Prav zato uporabljate umetno inteligenco za mapiranje raka. Ampak kaj lahko umetna inteligenca vidi, česar človeški raziskovalci morda spregledajo? Ja, torej gledamo specifične proteinske komplekse in izkoriščamo uspeh umetne inteligence. To omogoča napovedovanje zvijanja proteinov. Najbolj znan napovedni model se imenuje AlphaFold. Bil je dobitnik Nobelove nagrade za medicino leta 2024. In čeprav je zelo dober, ko gre za en sam protein, pa pri funkciji proteinov, torej pri načinu, kako dva ali več proteinov sodelujejo med seboj. Ima svoje omejitve in običajno je preveč samozavesten, tako kot ti ChatGPT. Torej, da bi premagali te omejitve, dodajamo lastniške podatke iz proteomike, iz samih proteinov, da bi razumeli, kako delujejo proteinski kompleksi. In tukaj v tem videu lahko vidite različne primere proteinskih kompleksov, kako delujejo skupaj. In ko lahko modeliramo in razumemo, kako delujejo skupaj, lahko tudi razumemo, kako premagati bolezen, ki jo povzročajo. Torej, ali se približujemo prihodnosti, kjer umetna inteligenca odkrije nova zdravila, še preden jih lahko znanstveniki? Definitivno, mislim, da bo to hibrid vsaj še približno naslednje desetletje. Ni ravno tekmovanje, kaj ne? Vsa tehnologija bo skupaj z znanstveniki dosegala zdravila skupaj. Na koncu ni tako. Zdravila ne moreš resnično odkriti, ne da bi ga preveril v resničnem življenju. Zato moraš imeti laboratorij vključen v proces. Verjamemo, da lahko z ustvarjanjem prave spojine in pravega zdravila z umetno inteligenco hitreje preveriš in pripelješ zdravilo v kliniko ter ustvariš boljša in hitrejša zdravila. Eran Siger, izvršna direktorica in soustanoviteljica Proti, najlepša hvala, da ste bili danes z mano. Hvala, da ste me povabili. Ali lahko umetna inteligenca sprejema boljše odločitve za volanom kot ljudje? Izraelsko podjetje Autobrains verjame, da je odgovor pritrdilen. Njihova tehnologija poganja naslednjo generacijo avtonomnih vozil. Zdaj pa sodelujejo z Uberjem in Nvidio, da bi robotaksije pripeljali na evropske ulice. Za več informacij se mi zdaj pridružuje Igor Rajčov-Gaus. Igor, najlepša hvala, da ste danes z mano in čestitke za to razburljivo novico.
Hvala za povabilo. Povejte mi, prosim, o samovozečih avtomobilih poslušamo že leta, a še vedno niso postali resničnost. Zakaj mislite, da je tako? In zakaj mislite, da bo vaš sistem to spremenil? Ja, najprej verjamem, da robotaksiji in avtonomna vožnja niso več vprašanje, ali se bodo uresničili, ampak le še kdaj. V ZDA že vidimo tisoče robotaksijev. V San Franciscu, kjer jih upravlja Waymo, mi to tehnologijo peljemo še nekaj korakov naprej in jo uvajamo v veliko bolj dostopni obliki, ki bo dosegljiva za vsak avto. In osredotočamo se na to, da to tehnologijo pripeljemo v Evropo, začenši v Münchnu v sodelovanju z Uberjem in Nvidijo. Zakaj mislite, da sta Uber in Nvidia izbrala vaš sistem? Ker je na voljo veliko sistemov, torej kakšna je vaša prednost? Večina sistemov v robotaksiji danes temelji na grobi sili. Temu pravimo učenje od začetka do konca, v bistvu gre za eno zelo veliko nevronsko mrežo, ki je naučena voziti. Mi uporabljamo drugačen pristop, imenovan agentna umetna inteligenca. Naš sistem je sestavljen iz velikega števila agentov. Agente si lahko predstavljate kot specializirane voznike, ki jih sproti usklajujemo, in ta pristop prinaša zelo pomembno prednost. Kar zadeva natančnost, so ti agenti specializirani za določene scenarije. In kar zadeva stroške, namesto da bi poganjali en sam monoliten model od začetka do konca, uporabljamo bolj skromne, računsko manj zahtevne agente, ki so hkrati specializirani in cenovno ugodnejši. Zakaj? Zakaj prav München? Saj je v Evropi veliko mest. Ali je to zaradi tamkajšnjih predpisov? Da, München je zagotovo srce avtomobilske industrije, to je en razlog, drugi razlog pa je, da so tam tudi najvišje zahteve glede varnosti in predpisov. In verjamemo, da če nam uspe v Münchnu, nam lahko uspe kjerkoli. Torej, če razmišljamo o stroških, kako se bo to izšlo? Bo vožnja s taksijem v prihodnosti najprej dražja, preden bo postala cenejša? Morda. Verjamemo, da bo avtonomna vožnja bistveno zmanjšala stroške voženj s taksiji in drugimi vozili. In poleg robotaksijev je ideja, da to tehnologijo uvedemo v vsak avto, ne le v robotaksije. Kaj pričakujete, da se bo zgodilo po Münchnu? Po Münchnu načrtujemo širitev. Trenutno se osredotočamo na 2 geografski območji, širšo Evropo, torej zunaj Münchna in Nemčije ter Južno Azijo. Tam vidimo tudi zelo pomembno priložnost glede obsega in izzivov, saj gre za kaotično vožnjo ter zelo gosto in zahtevno urbano okolje. Torej, za konec, čez 20 let, ali se bodo naši otroci še vedno učili voziti avto, ali pa bo to popolnoma odveč? Verjamem, da bomo že čez 5 let imeli popolnoma drugačen svet. Ko gre za avtonomno vožnjo, bomo namesto tisoče avtomobilov, ki se vozijo avtonomno po cestah, začeli videvati 100.000 in milijone takšnih vozil. Zelo zanimivo, poglejmo, kaj se bo zgodilo. Igor Rajhov-Gauss, direktor in ustanovitelj AutoBrains. Hvala, da ste bili danes z mano. Hvala, da ste me povabili. Zdaj pa k temu. Papež Leon se je odločil, da bo rešil naše duše pred umetno inteligenco. Ameriški papež je objavil 42.000 besed dolgo pismo o različnih temah povezanih z umetno inteligenco. Na primer o tveganjih koncentracije moči v rokah peščice ljudi in o odnosih med umetno inteligenco in ljudmi. Joe Brown poroča o tem, kako rešiti te duše. Papež Leon je pravkar izdal svojo prvo papeško doktrino, prvo v svojem pontifikatu, in sicer 250-stransko knjižico z naslovom Magnificat Humanitas, veličastni ljudje. V večini primerov bodo tovrstna dela razširjena le med kardinali v Vatikanu. Toda papež Leo se je odločil za nekoliko drugačen pristop, saj želi, da to sporočilo sliši čim več ljudi, ker verjame, da je to ena najpomembnejših tem za človeštvo trenutno, prelomnica, če hočete, in sicer umetna inteligenca. To je predstavil skupaj z direktorjem podjetja Anthropic, Chrisom Olahom, in bistvo tega je, da želi, da je umetna inteligenca za mnoge, ne le za peščico. Želi, da je to nekaj, kar je odprto in dostopno vsem, hkrati pa naj bi bilo tudi pod nadzorom vseh, ne le nekaj posameznikov, ki imajo morda nekoliko prikrite motive, če hočete. To je primerjal s stolpom Babilonom. V smislu, da so si vsi želeli biti individualisti in doseči vrh, doseči Boga sami.
In na koncu je to človeštvo pripeljalo do še večje razdeljenosti, kot je bila. Zato upa, da bodo podjetja za umetno inteligenco in vlade lahko zmanjšala raven moči. Da ima nekaj ljudi na vrhu to moč in da jo bodo lahko razdelili med vse. Kar je zanimivo pa je, da se veliko osredotoča na uporabo umetne inteligence v vojskovanju. Zdaj, to je nekaj, kar so uporabljali v Gazi in kar so uporabljali v Ukrajini. In njegov strah pri tem je, da brez sodelovanja ljudi, vsi ljudje na terenu, tisti, ki so tarče, postanejo le statistika. In ko ljudje postanejo statistika namesto osebnosti, jim to odvzame tisto, kar jih dela človeške. To kaže, kam želi papež Leo usmeriti svoje papeštvo in morda je pomembno tudi to, da je Američan. Voditelji na področju umetne inteligence so Američani in to bi lahko bil eden od prelomnih trenutkov, kako je postal papež, kako je zmagal na konklavu. To je špekulacija, ni pa špekulacija, da je umetna inteligenca pomembna za katoliško cerkev. In to je nekaj, kar je papež Leo želel postaviti v ospredje svojega pontifikata. Zdaj pa k viralnim tehnološkim novicam, saj je nova raziskava pokazala, da je navdušenje generacije Z nad umetno inteligenco v zadnjem letu upadlo za 14%. Medtem pa so se občutki jeze do teh orodij povečali. Da bi to pojasnila, se mi zdaj pridružuje dopisnica i24 News v angleščini, Jodi Nicelovic. Jodi, kaj je povzročilo to nezadovoljstvo med mladimi? Ves čas vidimo nova obvestila podjetij, da dodajajo umetno inteligenco v svoje izdelke. Vsak dan več. Umetna inteligenca je povsod. Telefoni, prenosniki, karkoli. Na tej točki je tako, da če pride na trg nov hladilnik in nima umetne inteligence, bodo vlagatelji postali nervozni. Ljudje se sprašujejo, zakaj je umetna inteligenca v vsem. Zdi se, kot da je vse skupaj preveč napihnjeno in ljudem obljubljajo robotske pomočnike, a na koncu dneva jih ni. Mislim, pogosto se znajdem v prepiru z nekaterimi temi klepetalniki, ker preprosto ne znajo narediti stvari, ki jih od njih zahtevaš. Tako da mislim, da bi na tej točki morda bolj potrebovali gumb, s katerim lahko umetno inteligenco izklopiš, namesto da jo dodajaš. Tako da te pripadniki generacije Z hodijo iz severne v Južno Korejo, da se zaklenejo v da. Brez oblične zapore. To je tudi zelo vznemirljivo, ker je tudi predstavnik Googla imel govor na univerzi in so ga ti pripadniki generacije Z očitno izžvižgali, ko je omenil umetno inteligenco. Tako da to postaja velik problem med mlajšo generacijo. In zdaj k EU, ker si prizadeva za zamenljive baterije. Ja, to je povratek, ki ga nihče ni pričakoval, si lahko predstavljam. Regulatorji EU si prizadevajo, da bi več podjetij potrošnikom omogočilo lažjo zamenjavo baterij. No, nočem, da se počutiš staro, ampak spomni se, da so bili časi. Hvala, Jodi. Ni zakaj. To je vedno dober način za začetek stavka, kaj ne? Nekoč si lahko preprosto odprla zadnji del telefona in zamenjala baterijo, če je začela nagajati. Zdaj? Tega se dejansko spomnim. Ja, to so bili tisti zelo majhni telefoni, brez interneta, imeli so samo igro kača in to je bilo to. Ja. Zdaj je zamenjava baterije tako naporna, da ljudje raje kupijo kar nov telefon. EU želi to spremeniti in nam omogočiti, da svoje naprave uporabljamo še dlje, ne da bi se morali ubadati z menjavo baterij ali kupovati nove telefone. Ampak ali je to res samo zato, ker je zamenjava naporna, ali gre tudi za okolje, ali pa je razlog v kakšnem čipu? Ker gre za EU, bi rekla, da je verjetno velik poudarek na okolju. Popolnoma prav imaš, popolnoma prav verjetno. In ko že govorimo o čipih, je tudi Nvidia predstavila nov čip, ki je seveda povezan z umetno inteligenco. Seveda, ne moremo. Generacija Z se bo združila. To jim ni všeč, ampak v redu so to uvedli. Torej, navadili smo se, da je umetna inteligenca nekje v oblaku, postaviš vprašanje ChatGPT-ju, gre v nek podatkovni center in se vrne z odgovorom. Tako je, Nvidia je izdala oziroma bo izdala računalniški čip, ki gre neposredno v tvoj računalnik. In to je vgrajena umetna inteligenca, namenjena je temu, da je skoraj kot asistentka. Pomagala ti bo pri e-pošti, upravljanju projektov in organiziranju urnikov pri vseh takih stvareh.
Je kot celotna osebna asistentka v tvojem prenosniku. Ampak potem se pojavi vprašanje, kako bo to sploh delovalo. Moj računalnik ima težave že, če imam odprtih 20 zavihkov v Chromu. Zdaj imam celoten računalniški sistem z umetno inteligenco v svojem prenosniku. Ne vem. No, enako je s ChatGPT, ker naprimer, če nekaj vprašaš, še vedno traja nekaj sekund, preden dobiš odgovor. In še posebej, če si naredila napako ali kaj podobnega in želiš klikniti še enkrat, wow, to traja celo večnost. To je tako čudno. To me popolnoma prestraši, zelo je nadležno. V redu, ampak ta čip obljublja, da bo to naredil drugače vsaj. Ja. Za zelo visoko ceno si predstavljam, ampak bo popolnoma drugačen od vsega, kar smo do zdaj videli. Neverjetno. No, v redu, bomo videli, kako se bo izšlo, ker so se nekateri tudi uprli temu. Torej, poglejmo, ali je izdelek res to, kar obljubljajo. Jodi Nicelovic, dopisnica i24 News v angleščini. Hvala, da ste bili danes z mano. Hvala. In to je vse, za kar imamo danes čas. Sem vaša voditeljica Lynn Plačmajer. Pridružite se nam naslednji teden za povsem novo epizodo InnoNation. Hvala, ker ste gledali in želim vam čudovit dan, kjerkoli ste iz Tel Aviva.